Večinoma lahko pijemo samo med odmorom, razen če je pač pri kakem učitelju, ki ga to ne moti. V bidonu nosim vodo ponavadi. Raje imam pri sebi, da lahko pijem kdarkoli. Vodo običajno nosim na treninge, s šolo je ne nosim. Meni babi kupuje plastenke in jih sproti menjavam. Na treningih imam vedno vodo s seboj, na tekmah pa imam energijsko pijačo. Ampak zdaj sem se malo odvadila piti vodo. Večinoma moje prijateljice pijejo iz njega. Eni nosijo samo flaš in polih enih 5-6 skupaj pijemo iz ene flaše. Saj vsi vemo, da si steklenico podajamo tudi bakterije, a ne? No, večina mladih bidon vsak dan splakne in ga vsak teden očisti v pomivalnem stroju. Aljaž pa je glede tega malo bolj brezskrben. Če vam iskreno povem, mojo flašo čistim na 2-3 mesece. Ja, zato bi zdaj mogel začeti bolj redno čistiti, ker potem noter razhajajo bakterije. Tem bakterijami potem postaneš bolan. Tudi jaz sem bolj Aljaževega kalibra, zato sem v analizo nesla vodo v plastenki, ki jo brez čiščenja uporabljam že 3 tedne. Najprej meritev motnosti. Voda, ki je res kakovostna pitna voda, je čista in je motnost čim bliže ničli. Tole ni najboljši znak. Največji problem pri nečisti vodi so mikroorganizmi, ki se tvorijo in ki jih ne vidimo. Če dolgo stoji voda, se razvije ta bakterija, Escherichia coli. V čisti vodi je absolutno ne sme biti. Rezultati kažejo, da bom morala biti pri čiščenju skrbnejša. Ne puščamo ostankov, par kapljic, ne toliko, da je malo vlage, to je najhuje in se najhitreje razvijajo. Poleg teh hudih bakterij Escherichia coli tudi plesni. Te tudi povzročajo bolezenske težave. Če v bidon nalivamo sokove, kar mladi jih, pa je treba biti pri čiščenju še vestnejši. Ker tam pa so še organske snovi, ki so prav hrana za škodljive bolezenske bakterije. Še to, najbolj priporočljiva embalaža je steklo. Plastiko imajo namreč bakterije bolj rade, pa še nekatere snovi iz nje se lahko izločijo v našo pijačo. Okolje pa nam bo hvaležno, če bomo kupovali manj embalaže in vodo pili kar iz pip in pitnikov.